Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni. Ja, ne vem, kako je pri vas, ampak jaz imam nadvse rada taka čudna naključja v življenju. In zanimivo je, da se taka zanimiva naključja pravzaprav dogajajo vsem. In tisti, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi, pravzaprav rečejo, da naključij ni, da vse naključ je. No, in moram vam povedati, da smo se letos odločili, da tudi kreiramo rubriko o naključjih, kjer vas spodbujamo, da nam pošljete svoje zgodbe o nenavadnih naključjih. Se pravi, če se vam zgodi kaj takega, kar je pa res neverjetno naključje, vas spodbujamo, da nam to zaupate. In sicer tako, da nam napišete elektronsko sporočilo na info@klepetobkavi.si oziroma pošljete lahko tudi po navadni pošti. Še vedno navadna pošta seveda funkcionira kot mora. Je pa kakšna stvar tudi na 02 6200 230. To pa je tako in tako telefonska številka naših svetovalk, ki vam nudi tudi zapiske iz oddaje. Se pravi, če kdaj vidite kakšno stvar, ki vam je všeč, pa bi imeli več informacij ali kakorkoli pač že. No, in ko smo ravno pri naključjih, za prvo zgodbo o naključjih sem se odločila, da vam zaupam kar svojo. In sicer je zadeva taka. Letos v juniju oziroma v juliju smo se odločili, da gremo na potovanje, se pravi jaz s svojim partnerjem in pa Živa ter Kim, se pravi naši sodelavki. In odšli smo pravzaprav vsak iz svojega konca, en dan oziroma nekaj ur razlike. Skupaj smo pristali na istem letališču z enim predhodnim letom, se tam po naključju srečali. Morate vedeti, da je bilo več kot 100 vrat, se pravi več kot 100 možnosti, da bi imeli druga vrata, kajti mi dva s partnerjem sva odhajala na Japonsko, oni dve pa v Guatemalo. In res nenavadno, da smo se sploh ujeli. Ne samo, da smo se ujeli, vrata za v letalo smo imeli sosedna oziroma skupna. In tam smo preživeli kar nekaj časa, potem pa smo preverili letalske karte, ker smo govorili o tem, kdo bo kje sedel na letalo. In kaj smo ugotovili? Celo fotografijo imam, lahko sami vidite, ker to je pa tako neverjetno, mislim, to je pa tako naključje. Ugotovili smo, da imava tako midva kot oni dve isti sedež, v isti vrsti, isto številka, mislim, prav res neverjetno. In to je moja zgodba o naključju, kakšna je pa vaša? Se je tudi vam zgodilo kdaj kaj takšnega? Dajte nam to torej zaupati, tole zgodbo z vami, delite jo z nami in mi bomo potem delili tudi z ostalimi, da se taka pozitivna, nepričakovana naključja čim bolj dogajajo. Sicer pa ni naključje, da tale trenutek gledate ravno oddajo Klepet ob kavi in ni naključje, da bomo danes govorili o oblikah in sicer o modrosti oblik. Kajti ni naključje, da v rokah držim skodelico. Kot vidite, ima posebno obliko. Ni taka navadna, nima niti za prijet in tako naprej. In ugotovili boste danes, kaj pravzaprav je modrost teh oblik. V svojo družbo pa vabim gospoda Plečnika, ki je umetnik in inovator, nam bo zaupal kaj več, kako je tudi sam prišel do tega in zakaj kreira take stvari v Sloveniji. Kar naprej, kar naprej. Dober dan. Dober dan. Kako ste kaj? Bolje, kot si mislil. A res, odlično. Evo, jaz ponavadi rečem, v redu pa še na boljš kaže. Ja, to je tudi res. No, vidite, govorili smo o naključjih. Vam se je kdaj zgodilo kako nenavadno naključje v življenju? Ja, tudi se zgodi, seveda, vse sorte. Vse sorte, ne? Vem, da ste imeli, sicer ste umetnik, inovator, kreator, ampak ste imeli kar tako zanimivo življenjsko zgodbo tudi z vašo ženo, pa... Ja, seveda. Pa vse take stvari, se pravi, tudi takrat pri vas ni bilo naključje, da ste prišli do informacij glede prehrane, pa tudi, ne? Ja, sigurno. V vsakem primeru ni nič slučajno, pa mora tako biti. Kako si vi to razlagate, da potem niso naključje, da se vse zgodi z namenom? Ja, očitno je nekaj na tema, ne. Vse se naredi takrat, kaj potreba potem. Tudi tele skodelice niso ratale kar tako.
To se pravi, človek se priključi na eno pozitivno energijo ali pa na eno tako, ki je v kozmosu. In to je bilo, recimo za te skodelice, to je bilo 11 let nazaj. 11 let nazaj. Ja. Ampak ljudje, ki si grejo pripraviti ali kofe ali pa čaj, kakorkoli pa že, in vzamejo tisto skodelico iz omare, niti pomislijo ne, da ima to kakršnokoli vezo v njihovem življenju oziroma da je pomembna oblika same skodelice. Ja, oblika je zelo pomembna. Sploh pa tele, ki niso čisto slučajno nastavljene, ampak z namenom. Na kakšen način je pomembna ta oblika? Ja, tle je več stvari zajetih. Tle je ena stvar je za zdravje, da ne piješ prevroče, ena stvar je oblika, ena stvar je pa praktičnost, da se ne nabira od teina, mislim, tiste rjave stvari. Pa še užitek je držati jo, bom rekel čist, ni nič, ne moreš primerjati z navadno skodelico ali pa tele. Ampak kaj se je vam zgodilo, da ste rekli, tele skodelice, ki jih pa imamo doma, mislim, to je pocen roba, kjer že za evro dobiš kako skodelico, pa firme dajo gor svoje logotipe, pa tako, tega ogromen dosti. Tako, vsak ima kako skodelico doma, to je dejstvo. Ampak kako ste se vi odločili, da boste v poplavi vseh teh skodelic, da boste pa svojo naredili, oziroma da te, ki jih imamo do zdaj, niso dovolj dobre? No, zanimiv. Jaz sem prej kar dosti dobre skodelice, bom rekel, kar je imel tudi en imič od Kogoja. In sem pil zelen čaj, jaz pijem v glavnem. To je problem pri skodelicah, ki se nabere tein od spodaj na robovih. Jaz imam same rjave skodelice doma, kako je to? Ja, če veste, pa je že razlika ogromna. In pol še tisto ne moreš spraviti ven. No, pa je bilo zelo zanimiv, jaz sem rekel, to je pa grozen, bo treba ene druge šalice imeti. No, in pol sem jaz študiral en čas, kako bi naredil, sem rekel, takih šalic, ki bi jaz rad imel, da imajo odkole okrogel, pa da je fajn za pomivati tudi, takih šalic ni. No, in jaz sem pa začel malo razmišljati, pa sem najdel kokosov lupino, ko sem kokosov orh, recimo tale čista kopija tega kokosovega oreha. Sem rekel, če oni v Indiji tole pijejo mleko iz tegale, iz takale oblike, je to idealno povzeto iz narave, To se pravi, stvar je vzeta iz narave in je najbolj primerna za človeka. No, pa sem začel razmišljati v to stvar. No, in toliko časa sem razmišljal, da sem videl, da je najboljš, da se naredi en prototip iz teleh, iz porcelana seveda, ampak takale oblika točen, kot je. Sem rekel, da bo pa še bolj elegantno, je pa jajc podobna zadeva dosti. Zdaj pa, če jajc vzamemo, to se pravi, tale jajc, v bistvu najbolj jajc bi bil to cev, če ga pa tole odrežemo v zlatem rezu, je pa idealno, ne samo razmerje, ampak tudi primerno za piti. To se pravi, tole, ki je odrezan stran, pije se zmeraj s te strani, Da je nos, ne? Tako je, ni brez veze, nič tle narejenega. Pomembno je tole, da je takole lepo zaobljen v zlatem rezu, ne samo zaradi pitja, ker z une strani se polijete, ampak tudi zaradi, sploh ni primerno z une strani. Tudi zaradi tega, zaradi nosa, ali če ima kakšen predolg nos, se reče temu, ali pa če ga nima, ampak nagneš lahko z užitkom do konca. Z tega se lahko pije tudi vin, ali pa sok, ali pa karkoli. Karkoli. Omenili ste večkrat zlati rez. Ja. Dajte nam razložiti, kaj zlati rez pravzaprav je, kaj to označuje, kaj pomeni, če je nekaj po zlatem rezu? Ja, to pomeni, če bi bil tole, se reče, to je pentagram bil drugače narisan v normalnem stanju. Zlatem rez je pa eno razmerje proti drugemu, ampak v bistvu v tem primeru je majhen zamaknen, recimo v tem primeru je zamaknen iz sredine 2 cm pa pol. Ampak govorite zdaj o centimetrih. Kaj je zlati rez? Kaj to pomeni?
Težko ne znam glih točno razložiti strokovno, ampak to je en razmerje proti drugem. To se pravi, tamle unle, ki je ta razmerje, ki manjka proti tem, ki je. Je človek narejen po zlatem rezu? Je, vse. Imamo tudi eno fotografijo, recimo, ki kaže, kako je človek razdeljen. Potem vidimo tudi cvetlice razdeljene na takšen način. Vse je v zlatem rezu, narava vsa. No, zato sem rekel, da ne bom odstopil z narave, sem šel tudi iz tega ven. Mislim, tudi skodelce razvil, pa brez ročaja mora biti absolutno, ker bi zanj kvarile, pa še bolj zdravje, da ne piješ prevroče. To je zelo pomembno. Se pravi, kako ste to povezali, da je fajn, da skodelca nima ročaja? Zakaj? Zaradi tega, ker potem imamo v rokah? A veste, ko imate skodelco z ročajem, primete za ročaj, pa pijete lahko neomejeno vroče. V tem primeru pa ne, ker primete skodelca je prevroča, recimo, če prevroča, ne boste pila z njim. V tem sem tudi delal, s tem namenom. In to je naravna oblika. Naj bi se stvari, ki se hranijo v oblikah po zlatem rezu, naj bi ohranjale svojo kakovost. Se pravi, voda in vse ostale stvari. Energije, čuti se eno energijo, ne vem, ne znam razložiti, ampak kad tele šalice držiš v rok, skodelce, kjerkoli, se čuti nekaj, da ni čist navadna zadeva v rok. Se najbolj tudi čutite nekaj. To so stvari, ki se ne znajo, vsaj jaz jih ne znam razložiti čisto v dveh besedah. Se pa čuti. Občutek je, kako ne rečem, ali ne rečem božanski, ali pa nekaj v tem smislu. No, zdaj pa teli pentagrami malo mogoče vleče na satanizem, ampak vseeno sem jih naredil. Zato, ker so mi zanimive, recimo. Zdaj tale pentagram, to je najmočnejši signal, kar jih sploh obstaja na planetu. Zakaj je najmočnejši signal? Simbol. Simbol. Ja, simbol. Ja, ne vem, tako so se pač odločili oni, ki te simbole opisujejo. V glavnem pentagram je najmočnejši simbol, zdaj pa jaz predvidevam, ker sem naredil v zlatem rezu, da je še huje. Da se ta energija še stopnjuje. In zdaj, če bi bil tle še pentagram narisan, namesto tega, ko je na pentagram, pa še dol obrnen, pa tale zadeva sem, bi to pomnožilo, po mojem bi se satanisti stepali, pa pokradili ali pa pokupili vse, kar bi imel. Dobro, gospod Plečnik, težke besede govorite. Ja, zelo težke, ampak bom rekel, je nekaj na tem. Če satanisti obstoja, pol tudi tole obstoja. Dobro, tukaj pri sami sveti geometriji pentagrama je absolutno veliko zagovoriti, ni pa vse tako, kot si mi mislimo. Kako pa lahko recimo razlagamo, ko govorimo danes o modrosti oblik, kako pa lahko razlagamo, zakaj imajo znaki, ne vem, take oblike, se pravi trikotne, okrogle in tako naprej. Te oblike nekih klasičnih geometrijskih likov nas pravzaprav spremljajo celo življenje. Je seveda povsod na cesti, recimo znaki razni čudni, okrogli ali pa trikotni. Pa povsod, recimo, ali pa štampilke, ki so v Eldoradu, so okrogli. Firme ima pa 4 oglade. Tudi to nekaj pomeni. Vse pač okrogli glavno pomeni neskončnost. Logotipi, se pravi znanih vrhunskih blagovnih znamk, so bojda tudi delani po zlatem rezu. Tudi pa še druge stvari so mes, ki ne bom govoril raj. Take bolj, ni za javnost gliha, ne? A res? Tudi so take stvari. No, ampak se midva klepetava, bi bom povedal. Vem. Veliko stvari je takih. Temne sile so vmes, v glavnem več ali manj skoraj povsod. Žal. Kaj pa recimo roža življenja, simbolika, ki jo najdemo, tamle jo tudi imamo, simbolika, ki jo najdemo v vseh različnih kulturah, po celem svetu pravzaprav, tisočletja stare in kar malo čudno je, spet nek slučaj naključje, da je vse to povezano. Je potem sveta geometrija ali pa zlati res, o katerem govoriva, na nek način jezik vesolja? Ja, če je jezik vesolja, ali pa bi rekel, še bolj nazaj gre to, še bolj nazaj. Izvor. Izvor, ja. Izvor gre še bolj nazaj
Ne vem, ali se to govori v takem klepetu ob kavi ali ne, ampak to ima že oni odprej še, bom rekel, ko so nas naredili. Prste vmes. Ja, kar zaupate nam največ. CV recimo, ali ne vem. Jaz ne poznam glih najboljše, ampak majčkeno poznam te stvari. Se pravi, odkot gre zdaj izvor? Pa je potem takem za nas boljše, da uporabljamo res tisto, kar je prišlo iz narave in je tudi v naravi, kakor da gremo v neke drugačne, tiste klasične, odrezane oblike? Po mojem, da je še najbolj z narave. Z narave so prijetne za okolje, prijetne za oči, pa tudi za nas, pa so prijetne za uporabo. Čim je tisti nekaj uporabno, je že špičast, se tudi že tale je špičast, te zadeve, samo so zanimivo zaokrožene, bom rekel. Drugače so pa one špičaste zadeve niso glih, ki so današnji dizajni, ki so, kako bi rekel, ta pohištvo, ki je štirioglat, pa to meni ni to všeč. Pa tudi verjetno, kakšen drug mu ni, pa sproča se drugačna energija. Drugačna energija? Ja, sigurno. Ker ne vem, če ste opazili, tudi te moderne hiše so dejansko neke Lego kocke. Ja, se zato in to slabo vpliva, mislim, tudi na ljudi, pa tudi te materijali, ki so moderni, se zdaj ni lepo, da kritiziramo, dizajni so zanimivi, ampak niso praktični. Ni vse lepo, kar je modern ali pa obratno. Recimo, štirioglat, ne vem, meni ne leži štirioglat. Verjetno, kjermu drugemu tudi ne, ampak je pač modern zdaj. Je tudi lepo, recimo, ampak meni ni všeč. Vse, kar je lepo, ni mu zdaj meni všeč, ali pa kjermu drugemu. Je pač določenim ljudem všeč to, ampak... Vsak mora najti tisto, kar mu dejansko najbolj ustreza. Ja, to je res, ja. Rekli ste, da nekako ne pijete toliko kave, pač pa zeleni čaj? Ja, v glavnem. Za mačo ste že slišal? Že. Že? Jo pijete? Tudi sem že pil, ja. To je dosti dober čaj, pa cenovno je precej tak na visoki stopni. Je res, ampak ena skodelica mače je 10 skodelic zelenega čaja po številu antioksidantov. Ja, recimo tudi te zeleni čaj so bolj za zjutraj piti, recimo, če piješ popoldne, je že težava, pa problem zvečera, za spati. Do 1-2 moramo kar končati, ne? Ja, fajn je. Jaz sicer pijem tole tavelko, zjutraj, tole drži tam 5-6 deci. Tole je 5-6 deci? Ja, recimo. Pa ne bi rekel človek, ne? Ja, ne bi rekel. Jaz, ko sem pil v službi, je kolega nalil mi prav malo soka, sem rekel, dosti je pol šalce, prav ti bom celo nalil. No in pol nazadnje imel manj kot pol flaše zase. Od litra, ne. Se pravi, 6 deci je tole? Ja, nekje, ja. 5 do 6, ne. To je že kar, marsikaj se seveda spremeni. Ja, če jeste pohon tega sladoleda, vas že zebe. Aha, ok. Recimo. Mačo bomo pa le pripravljali, me spominja na te japonske posode za pripravljanje mače. Ja, Japonci imajo že kar nekaj takih posod, sicer sem manjši od teh, take luškane tudi. To je edine, ki so mi všeč take, da so še kar prijazne. Da so še prijazne, uporabne. Za piti, ja. Sicer imajo oni manjše, pa bolj take široke, pa nizke. Tako. Najlepša hvala, gospod Plečnik, ki je bil danes v naši družbi. Hvala lepa. Ja, tudi vam hvala lepa. Veliko smo govorili o modrosti, oblik tega znanja je zares ogromno. Sicer pa kakšne zanimivosti najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Ta ketogena je zdaj hit hollywoodski, ta najnovejši. To je zdaj najnovejša v bistvu hit v Hollywoodu, pač med vsemi temi slavnimi.